Dober dan. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Borut Pahor je sestavil svojo vlado. Ministrice in ministre naj bi predstavil danes zvečer ali jutri zjutraj. Drama zadnje odločitve pa se je, kot je napovedal mandatar, odvila že včeraj zvečer. Danes zvečer bom sprejel še zadnjo odločitev. Jutri se bom sestavil z obema predsednikoma in predsednico koalicijskih strank ter končni seznam kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre v novi vladi z njimi tudi dokončno uskladil. To srečanje bo zvečer, tako da bomo potem skupaj presodili, ali javnost obvestimo o seznamu jutri zvečer ali v sredo zjutraj. Na vprašanje, ali bo Milan Martin Cvikl državni sekretar nove vlade, pa je Pahor odgovoril takole. Te odločitve ne morem sprejeti, zato še ni pogojev. Moja želja je, da bi to odločitev vlada sprejela, tega ne skrivam. Denisu pa je nekdanji minister za razvoj v Janševi vladi Jože P. Damjan zaupal, zakaj sam ne bo eden od novih ministrov. In če bi ti rekli, da ti bodo vse te krjavle, ki spadajo zraven v politiki, umaknili, da te ne bodo ovirali? A tega ti pa niso obljubili, da bi jih umaknili? Nikoli ti tega ne obljubijo. Aha. Vedno imaš en kup ljudi tam, ki pridejo tja samo pobrati denar in lenariti ali pa svoje lastne interese zasledovati oziroma interese svojih prijateljev. Kljub temu pa je Damjan povedal tudi, kaj bi sam, če bi bil minister, želel storiti. Hotel bi onemogočiti, da kdorkoli, kadarkoli v prihodnosti še kdaj posega v gospodarstvo se strani politike, se pravi, da se popolnoma vzame ta igračka podjetja iz rok države. Hotel bi, da se sprejme nova energetska politika, ki bo temeljila na obnovljivih virih energije. In hočem, da se spodbuja konkurenčnost gospodarstva. V Ljubljani poteka 8. Evropska konferenca o evropski kulturni dediščini. Udeleženci razpravljajo o uporabi novih tehnologij pri ohranjanju kulturne evropske dediščine. Konference evropske dediščine se je udeležil tudi Evropski komisar za dediščino, znanost in razvoj Janez Dediščina Potočnik, ki je med drugim povedal, kako skromni so vložki v ta segment skrbi za dediščino kulture Evrope. Potrebujemo nove tehnologije, podprte s poglobljenimi interdisciplinarnimi spoznanji, njihov uspešen prenos v prakso. Prve raziskovalne pobude so se začele v Evropi porajati tam leta 1986 in so potem sledile seveda ritmu okvirnih programov, kakor so okvirni programi sledili. Zdaj v 20 letih smo temu področju namenili približno 100 milijonov evrov. Društvo študentov medicine je pripravilo projekt Osveščen, ne zadet. Vodja projekta Lana Pivk je zavest opisala namen in cilje projekta. Glaven namen je osnovna preventiva pred uporabo drog oziroma osveščanje javnosti o problematiki drog in zasvojenosti. Tema je pri nas še vedno zelo tabuizirana, o tem se ne pogovarjamo. Tudi če imamo mogoče v okolju nekoga, ki se ga to dotika, se delamo, kot da temu ni tako, kar je pa seveda narobe. Na ta način ga pahnemo še bolj v ta prepad jemanja drog, kakor pa da bi se temu človeku posvetili in mu pomagali pri njegovi rešitvi. Komentar dneva o boju proti kajenju, Borut Sočan. Oktobra se je zaključila 4-letna akcija HELP za življenje brez tobaka pod okriljem Evropske komisije, ki sočasno potekala v vseh članicah Evropske unije. Saj zaradi kajenja vsako leto v Evropski uniji umre več kot 650 tisoč ljudi. Od tega zaradi posledic pasivnega kajenja 19 tisoč takih, ki nikoli niso kadili. Kampanja HELP je predvsem nagovarjala mlade in mlajše odrasle osebe. Dejavnosti so bile usmerjene v spodbujanje mladih, da ne začnejo kaditi, opozarjanje na nevarnosti pasivnega kajenja in pomoč kadilcem pri odvajanju od kajenja. Posebna pozornost v oglasih je bila namenjena opozarjanju na nevarnost pasivnega kajenja. Izpostavljenost tobačnemu dimu v javnih prostorih se je sicer znižala zaradi strožje zakonodaje, pereč problem pa še vedno ostaja izpostavljenost tobačnemu dimu pri otrocih, katerih starši so kadilci. V okviru spletne kampanje HELP je delovalo tudi spletno mesto nikomarket.com, kjer so bili na prodaj virtualni izdelki, ki so povzročali enake učinke kot kajenje, od prehitrega staranja kože do zmanjšane spolne moči. Obsežen del dejavnosti HELP se je odvijal na terenu in je bil namenjen ozaveščanju škodljivosti kajenja z merjenjem ogljikovega monoksida.
V Sloveniji je bilo v tako ozaveščanje na terenu vključenih preko 25.000 ljudi. O rezultatih kampanje govori predvsem dobra opaženost in všečnost oglasov. Preko 56.000 mladih Evropejcev je videlo oglase, 82% med njimi pa je oglase ocenilo kot všečne. Koliko ljudi je dejansko prenehalo kaditi zaradi kampanje, pa je težko oceniti, saj je proces prenehanja dolgotrajen in odvisen od različnih dejavnikov. HELP je postala blagovna znamka z področja javnega zdravstva, ki pa se mora boriti za pozornost bogatimi blagovnimi znamkami iz tobačne industrije. Tu pa se začne drugi del zgodbe. Predelovalci tobaka so namreč do leta 2010 v Evropski uniji v okviru skupne kmetijske politike deležni finančne podpore, ki je 50krat večja od sredstev namenjenih ozaveščanju o nevarnostih kajenja. In če je Evropska komisija precej uspešna pri denormalizaciji kajenja, bo denormalizacija tobačne industrije veliko trši oreh. Na koncu, a ne nazadnje, je bila HELP kampanja uspešna tudi v naši agenciji, saj je kolegica, ki je delala na projektu, prenehala kaditi. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Od 20. do 24. novembra bo 14. Exodus, festival sodobnih odrskih umetnosti, odpiral debato o strahovih, pomislekih in stereotipih, ki spremljajo hendikepiranost v ustvarjalnem in vsakdanjem svetu. To so dva svetova. Ustvarjalni en. Letošnji Exodus nam je predstavila direktorica in producentka festivala Nataša Zavolovšek. In naš cilj je, da bi letošnji festival lahko so gledali čim več ljudi, ki ponavadi v bistvu gledališče niti ne da nočejo, ampak ne morejo, ker ne morejo priti z vozički noter, ker ne slišijo in tako naprej. Torej ste poskrbeli za dostopne poti? Tako, imamo tolmače, imamo indukcijske zanke, kar pomeni, da bojo pač ljudje slišali. V mariborskem klubu KGB je pred kratkim o svoji ljubezni do dveh Žakov, Žaka Preverja in Žaka Brela, spregovorila novinarka, pesnica in igralka Petra Bauman. Oponašal sem osla. In sem se prav dobro imel. In noge so vam bistra stvar. Odnesejo vas daleč stran, kadar bi radi daleč stran. In kadar bi ostali kar doma, so lepo pri miru in vam delajo družbo. V Mestni galeriji so odprli razstavo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Študentje so predstavili kiparske projekte, ki segajo na polje novih medijev, ter tudi zelo klasična grafična in slikarska dela. O razstavi smo se pogovarjali z dekanom Akademije Bojanom Gorencem. To je druga razstava, letos je manjša, zato ker je pripravljena v stori zbirke Mestne galerije, ne pa v galeriji. In zato smo se odločili, da predstavimo samo nekaj najznačilnejših del iz lanske produkcije. Slovenija je za trg umetnosti popolnoma zaprta. Naša dela v glavnem nimajo nobene cene na mednarodnem trgu. Po drugi strani pa po vsebinski plati je pa, kot sem že omenil v nagovoru, je tako, da velika večina slovenskih mladih umetnikov je končala Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje. Še je vreme, v noči iz danes na jutri primerno za vznikanje novih vlad. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile vesti na vesti.